Sem Nataša Golob. Izbrana sem bila za to oddajo predvsem zaradi tega, ker sem sicer umetnostna zgodovinarka, vendar imam 2 doktorata na umetnostni zgodovini o poslikanih lesenih stropih v srednjem veku, na literarni zgodovini pa o literaturi v srednjem veku, na Slovenskem in njenem občinstvu. Oba 2 doktorata sta med seboj zelo povezana in seveda povezana sta tudi z tistim, kar sem prejela od svojih neposrednih mentorjev, to je Luca Menašeja, ki mi je dal velike okvire mednarodnega dogajanja v umetnostni zgodovini, na drugi strani zelo osredotočenega in problemskega mentoriranja pri profesorju Nacetu Šumiju. Oba 2 sta pa bila učenca Izidorja Cankarja in Franceta Steleta, ki sta v Ljubljano, na Ljubljansko univerzo pripeljala najboljše, kar sta dobila na Dunajski univerzi. Jaz si pravzaprav nisem predstavljala, kam me bo moje delo odpeljalo, ampak to je pač sledenje tistim dogodkom, ki so mi pokazali nove probleme, nove spomenike in vedno znova sem se znašla pred vprašanji, ki jih je bilo treba razrešiti. Danes lahko mirne duše rečem, da kot umetnostna zgodovinarka ali pa literarna zgodovinarka sledim tistim načelom, ki so bila postavljena na začetku 20. stoletja. Da slovenstvo temelji na svoji zgodovini, svojem jeziku in svoji kulturi. In to sem črpala ves čas. Na drugi strani me je moje delo vnovič utrdilo v tem, da ne samo so bili naši kraji umetniško in tudi kulturno, intelektualno na absolutni višini, ampak so bili popolnoma enakovredni dogajanjem tako v univerzitetnih mestih v recimo Padovi ali pa v Benetkah in na drugi strani v okviru cesarskega dvora na Dunaju, kjer so navsezadnje naši ljudje imeli pomembno vlogo in so prispevali k oblikovanju intelektualnega, kulturnega vrhunca v vseh obdobjih, zlasti pa potem v času renesančnega humanizma.